Odlično. Torej, danes se bomo pogovarjali o tem, kakšni so dosežki na področju branja in pa motivacija za branje, in sicer na podlagi rezultatov, ki nam jih kaže zadnja raziskava PISA, to so podatki iz leta 2018. Zdaj, jaz bi samo, da na kratko orišem, o čem bom govorila. Najprej bi čisto na kratko povedala, kaj je raziskava PISA, da dobimo nek ta širši okvir, da boste vedeli, od kje jemljemo podatke. Potem bi se na kratko dotaknila tega, kakšni so dosežki slovenskih 15-letnikov na področju branja v mednarodni primerjavi, se pravi, da primerjamo malo naše rezultate z rezultati iz drugih držav. Potem bi pa podrobneje pogledali nacionalne podatke z področja motivacije za branje, kjer bi se osredotočila na področje uživanja v branju, času, ki ga mladi namenijo branju za zabavo, torej tukaj gre za neko tisto notranjo motivacijo za branje, uporabi vrste bralnega gradiva, se pravi, kakšne vrste gradiva pogosto danes berejo, koliko časa posvetijo branju na spletu. Potem bi se pa dotaknila še teh situacijskih dejavnikov, ki so prav tako vezani na samo motivacijo za branje, to je pa navdušenje profesorja pri poučevanju slovenščine, zaznava profesorjeve opore pri pouku slovenščine in pa profesorjeva povratna informacija. Se pravi, tukaj v okviru vseh teh področij bomo govorili o v bistvu zaznavah naših mladih o tem. Se pravi, to so poročila 15-letnikov o tem, kako sami berejo in kako zaznavajo sam pouk slovenščine in pa svojo motivacijo. So pa to v glavnem dijaki in dijakinje prvih letnikov, 15-letniki. No, v okviru tega, kar sem povedala, bi potem pogledali še razlike glede na izobraževalni program in spol in pa razlike na teh področjih med leti 2009 in pa 2018. Temu bodo pa sledili čisto kratki zaključki. Če se samo na začetku vprašamo, zakaj preučevanje teh dejavnikov motivacije za branje, teh, se pravi, ki sem jih navedla malo prej. Zato preprosto, ker raziskave kažejo, da se ravno ti dejavniki oziroma ti vidiki motivacije značilno pozitivno povezujejo z notranjo motivacijo učencev in učenk za branje, z njihovim zadovoljstvom pri učenju in pa vztrajnostjo pri usvajanju učnih vsebin, tudi pri drugih predmetih in različnih drugih področjih. Se pravi, so kot taki pomembni pri celostnem razumevanju mladostnikove učne motivacije, v našem primeru pa tudi notranje motivacije za samo branje. In zakaj razlike po spolu in zakaj razlike glede na izobraževalni program? Kot bomo videli kasneje, imamo v Sloveniji na področju branja izrazite razlike med spoloma. Se pravi, dekleta v povprečju dosegajo precej višje rezultate na tem področju kot fantje. In zaznavamo tudi, da so te razlike precejšnje med samimi izobraževalnimi programi. Se pravi, izobraževalni program v Sloveniji je specifična situacija oziroma okolje, ki na nek način definira in učenčeve dosežke, in koliko so motivirani za branje, koliko radi berejo in tudi same zaznave profesorjev. Zato nas tudi malo podrobneje zanimajo te razlike. Z namenom, da identificiramo tista področja, kjer bi se dalo še kaj izboljšati. In če gremo zdaj na to prvo področje, se pravi dosežki iz branja v mednarodni primerjavi. Torej, raziskava PISA je mednarodna raziskava, ki jo koordinira OECD. V letu 2018 je v njej sodelovalo že 79 držav, to je približno 60 000 učencev in učenk. Preverja bralno, matematično in pa naravoslovno pismenost in v letu 2018 je bilo poudarjeno področje merjenja branje. Se pravi, v vsakem ciklu raziskave je eno od področij poudarjeno področje. To pomeni, da je večina nalog iz tega področja, ostali dve področji pa se preverjata v manjšem obsegu. Raziskava PISA ne preverja specifičnih kurikularnih znanj, ampak bolj uporabo teh znanj v konkretnih problemsko zasnovanih situacijah. Je pa bilo v letu 2018 zbiranje podatkov v celoti izvedeno na računalnikih. Torej,
dijaki in dijakinje niso reševali samih nalog v zvezkih, ampak je šlo za interaktivne, dinamične naloge na računalniku. To je v bistvu, raziskava je na tem področju želela iti nekako v korak s časom in je tudi prilagodila ugotavljanje bralne pismenosti temu, kar mladi danes večinoma tudi veliko berejo. Se pravi, veliko berejo na spletu, morajo zbirati različne informacije z različnih spletnih strani, jih primerjati, povzemati bistvo, izluščiti tiste informacije, ki so verodostojne, ki so za njih res uporabne, in temu so bile prilagojene tudi same naloge v raziskavi. Torej, kot sem že omenila, sodelujejo 15-letniki v izobraževalnem sistemu. Pri nas so to dijaki in dijakinje prvih letnikov, sodelujejo vsi srednješolski programi v Sloveniji in pa 43 osnovnih šol ter 2 ustanovi za izobraževanje odraslih. Torej, tukaj ven poberemo tiste dijake in dijakinje, ki so še vedno v teh ustanovah ali v osnovnošolskem izobraževanju, pa so stari 15 let. Torej, v letu 2018 je sodelovalo 302 izobraževalna programa in pa 6401 dijak in dijakinja oziroma učenec in učenka, ker nekateri so tudi v osnovni šoli. Zdaj, za te naše primerjave, ki jih bom pokazala v nadaljevanju, mi nismo vzeli vseh 79 sodelujočih držav, ker mogoče niti ne bi bilo smiselno, ampak smo vzeli vse države OECD, vse države Evropske unije, države Evropske regije, se pravi tiste, ki so blizu nas in ki nas zanima primerjava z njimi, in pa tiste države, ki so v povprečju na mednarodni lestvici bralne pismenosti dosegle višji povprečni dosežek kot Slovenija. No, če najprej pogledamo ta splošen povprečni dosežek za Slovenijo, ta je bil na področju branja v letu 495 točk, povprečje OECD je pa bilo 487 točk. Kar pomeni, da so naši dijaki in dijakinje v povprečju dosegli značilno višji dosežek na področju branja od njihovih vrstnikov iz OECD. Zdaj, najvišji dosežek izmed vseh primerjanih držav povprečni so dosegli učenci in učenke iz Singapurja in pa iz Kitajske, iz dela Kitajske. Evropske države, ki so imele višji povprečni dosežek od Slovenije, pa so bile Danska, Velika Britanija, Švedska, Poljska, Irska, Finska in pa Estonija. No, če pogledamo še malo pobliže, torej povprečni dosežek Slovenije iz branja se ni razlikoval značilno od povprečnega dosežka na primer na Norveškem, v Nemčiji, Belgiji, Franciji, na Portugalskem in pa Češkem. Če primerjamo rezultat iz leta 2018 oziroma povprečni dosežek s tistimi iz preteklih let, vidimo, da je v primerjavi z letom 2015 bil ta za 10 točk sicer nižji v letu 2018, vendar še vedno nad povprečjem držav članic OECD in je bil tudi višji kot leta 2012 in pa 2009, ko smo v Sloveniji zabeležili značilno podpovprečne rezultate na področju branja. Če pogledamo samo gibanje teh dosežkov na ravni držav OECD, tudi tukaj opazimo, da je v letu 2018 bil povprečni dosežek nižji kot leta 2015 in sicer za 6 točk. Se pravi, gre za nek padec med leti 2015, tako na mednarodni ravni, kot tudi v Sloveniji. Sama lestvica bralne pismenosti je pri PISA sestavljena iz 6 ravni. Se pravi, dosežke učenca lahko umestimo na 6 ravni bralne pismenosti, kjer je druga raven, tista temeljna raven, ki naj bi jo dosegala večina učencev in učenk. Če pogledamo slovenske rezultate iz leta 2018 po teh ravneh, vidimo, da je približno 82% učencev in učenk dosegalo tisto temeljno raven bralne pismenosti, na povprečni ravni OECD je bil ta odstotek 77. Če primerjamo rezultati z letom 2015, vidimo, da je ta nižji in sicer je za 3 odstotne točke manj učencev
doseglo to temeljno oziroma drugo raven bralne pismenosti. Tisto najvišjo raven, se pravi 5. in 6. raven, je v Sloveniji doseglo 8% učencev in učenk, kar je ponovno za 1% točko manj v bistvu kot v letu 2015 in tudi manj kot na povprečni ravni držav OECD, kjer je ta odstotek 9%. Zdaj, zakaj je prišlo do tega znižanja tistih, ki dosegajo te temeljne ravni bralnih spretnosti? Predvidevamo, da ravno zaradi tega, ker se je znižal delež tistih, ki dosegajo 3. in pa 4. raven bralne pismenosti, kar so pa v bistvu tiste neke osnovne bralne spretnosti, ki naj bi jih imeli dijaki in dijakinje, kar je po svojem na en način bi nas verjetno moralo skrbeti. Znotraj same raziskave ugotavljamo povprečne dosežke tudi na posameznih področjih bralnih spretnosti. In sicer imamo tukaj 3. To je iskanje informacij, razumevanje besedila in pa vrednotenje in pa razmišljanje o besedilu. Zdaj, če pogledamo same povprečne dosežke na teh področjih, vidimo, da so naši učenci in učenke dosegli nadpovprečne dosežke na vseh teh 3 področjih, če primerjamo s povprečjem OECD. Najvišji dosežek pa so dosegli na področju iskanja informacij, potem nekoliko nižjega na področju razumevanja besedila, najnižje pa na področju vrednotenja in pa razmišljanja o besedilu. Se pravi, tam, ko morajo naši učenci in učenke, dijaki in dijakinje nekako razmišljati o prebrano povezati z nekim predhodnim znanjem, ga umestiti v nek novi kontekst, razmišljati o tem, to jim v bistvu gre nekoliko slabše v primerjavi s tem, ko morajo samo poiskati informacije ali pa pokazati razumevanje nekega besedila. Smo se pravi Slovenija leta 2018 umestili med države, v katerih je razlika v teh dosežkih na posameznih podlestvicah relativno majhna. Se pravi, povprečni dosežek iz te lestvice vrednotenja in razmišljanja o besedilu in pa na lestvici iskanja informacij ni toliko nižja, da bi zdaj lahko govorili tukaj, ne vem, o kakšnih velikih in značilnih razlikah. No, povprečne dosežke smo potem preverili še na 2 podlestvicah tako imenovanega enega vira besedila in pa več virov besedila. Kot sem na kratko omenila že prej, dijaki in dijakinje oziroma učenci in učenke so reševali različne naloge. Ene so bile sestavljene samo iz enega vira besedila, se pravi, so morali prebrati besedilo na eni spletni strani, nekatere naloge pa so bile sestavljene tako, da so morali primerjati informacije iz različnih spletnih strani ali iz grafa na eni strani pa besedila na drugi strani in podobno. In to so tako imenovane naloge, ki sestavljajo lestvico več virov besedila. In kar je tukaj zanimivo, naši učenci in učenke so na obeh podlestvicah sicer dosegli precej podoben rezultat, ta je nad povprečjem držav OECD, pri čemer so na podlestvici različnih virov besedila dosegli za 2 točki višji dosežek kot na podlestvici istega vira besedila. Če se samo na kratko na tem mestu dotaknemo še te mednarodne primerjave glede na razlik med spoloma, kot sem omenila že prej, v Sloveniji imamo dokaj izrazite razlike med spoloma na področju bralne pismenosti v prid učenkam. In sicer je ta razlika pri nas še vedno med največjimi v primerjavi z ostalimi državami, kot lahko vidite na tem prikazu. To je 42 točk. Podobno razliko imajo na primer v Islandiji in pa v Grčiji. Višjo razliko pa so v bistvu zabeležili samo še v 5 državah, in sicer mislim, da je to Norveška, Izrael, Malta, Finska in pa Severna Makedonija. Se pravi, drugje so pa te razlike med spoloma manjše. No, in če gremo zdaj na samo motivacijo za branje, pa če pogledamo malo razlike na različnih področjih motivacije med leti 2009 in pa 2018. Podrobneje bi tukaj govorili torej o času, ki ga mladi namenijo branju za zabavo,
uživanju v branju, uporabi različnih vrst bralnega gradiva in pa branje na spletu. Ker sem tukaj naredila še nekaj dodatnih analiz, se pravi, pokazala bom tudi razlike glede na izobraževalni program in spol. Bi tukaj samo na kratko povedala, katere dijake sem vključila v te analize. Se pravi, večina ostaja istih, torej tisti, ki so bili vključeni v raziskavo PISA 2018, s tem, da v te analize niso vključeni tisti, ki obiskujejo nižje poklicno izobraževanje in pa osnovno šolo. Zaradi tega, ker za osnovno šolo nimamo reprezentativnega vzorca, za dijake iz programov nižjega poklicnega izobraževanja pa ponekod nimamo teh spremljajočih podatkov, se pravi za ta področja, ki jih želim tukaj ugotavljati, ker ti dijaki rešujejo skrajšano različico vprašalnika, s katerim to ugotavljamo in pač nimamo podatkov za vsa ta področja. Torej, v te analize sem zajela 6074 15-letnikov, od tega jih je 1409 bilo iz splošne gimnazije, 645 iz strokovne, 2578 iz programov srednjega strokovnega izobraževanja in pa 1442 iz programov srednjega poklicnega izobraževanja. Zdaj samo čisto na kratko, se pravi, te mednarodne baze podatkov zahtevajo specifičen pristop k sami obdelavi podatkov, zato smo uporabili pri teh analizah orodje IDB Analyzer, ki zaradi tega dvostopenjskega vzorčenja, se pravi, mi najprej vzorčimo otroke oziroma mlade po šolah in potem še znotraj posameznega izobraževalnega programa znotraj šole. In zaradi tega je pač treba pri teh analizah upoštevati specifične statistične postopke in pa uteži, ki nam potem omogočajo oceno standardne napake parametrov v populaciji. Za same razlike znotraj izobraževalnih programov in pa po spolu smo pa izračunali t-test. Torej, če se najprej dotaknemo tega uživanja v branju in pa razlik med spoloma. Tudi na tem področju prihaja do značilnih razlik med spoloma v Sloveniji, se pravi, skupna vrednost indeksa uživanja v branju za Slovenijo je podpovprečna, minus 0,22, se pravi pod povprečjem OECD. Predvsem za dijake, se pravi za fante, za njih je vrednost minus 0,55, za dijakinje pa celo nekoliko podpovprečna. Zdaj, kaj je ta indeks? Se pravi, uživanje v branju smo ugotavljali za neko lestvico in s pripadajočimi postavkami in odgovori na te postavke tvorijo ta indeks. To je pa standardizirana vrednost s povprečno vrednostjo 0 in standardnim odklonom 1. In podpovprečna vrednost pomeni, se pravi, ta vrednost nam omogoča primerjavo z drugimi državami. Podpovprečna vrednost pomeni, da so naši mladi na te postavke v povprečju odgovarjali bolj negativno kot njihovi vrstniki iz držav OECD. No, pa če pogledamo zdaj primerjavo v uživanju v branju med leti 2009 in pa 2018. Se pravi, uživanje v branju smo ugotavljali z naslednjimi postavkami. Naprimer, berem le, če moram, branje je eden izmed mojih najljubših konjičkov, o knjigah se rad pogovarjam z drugimi, branje se mi zdi izguba časa in berem le zato, da dobim informacije, ki jih potrebujem. Če pogledamo odstotke oziroma deleže tistih, ki so na te postavke odgovorili z strinjam se in s popolnoma se strinjam, se pravi, so jih ocenili dokaj pozitivno, vidimo, da je med leti prišlo do značilnega povišanja tistih, ki poročajo, da berejo le, če morajo. Nekoliko se je povišal tudi odstotek tistih, ki poročajo, da je branje eden izmed njihovih najljubših konjičkov. To lahko povem, to so bili predvsem fantje, kar se mi je zdela spodbudna informacija. Prišlo je pa tudi do povišanja deleža tistih, ki poročajo, da se jim branje zdi izguba časa. Zdaj, najvišji povprečni dosežek na lestvici PISA iz bralne pismenosti so dosegli tisti, ki so poročali predvsem, da je branje eden izmed njihovih najljubših konjičkov. Se pravi,
Tukaj gre za neko tisto notranjo motivacijo za branje in tisti, ki so poročali, da radi berejo, se pravi v prostem času, ne, da to počnejo iz nekega lastnega veselja, so v povprečju dosegali tudi najvišji rezultat na lestvici izbralne pismenosti. No in potem smo pogledali to postavko nekoliko podrobneje. In če pogledamo zdaj na tem področju razlike med izobraževalnimi programi, vidimo, da so 15-letniki iz vseh izobraževalnih programov prvič to postavko ocenili relativno nizko. V povprečju so jo najvišje ocenili dijaki in dijakinje iz gimnazijskih programov, najnižje pa tisti, ki obiskujejo programe srednjega poklicnega izobraževanja, so pa razlike v odgovorih med posameznimi programi statistično značilne. Če pogledamo razlike med spoloma znotraj samih programov, vidimo, da so znotraj vseh izobraževalnih programov dijakinje v povprečju to postavko ocenile višje kot dijaki, vse navedene razlike pa so se pokazale kot značilne. Se pravi, dekleta znotraj vseh programov so v povprečju poročala, bolj pogosto poročala o tem, da je branje eden izmed njihovih najljubših konjičkov. No, če nadaljujemo z branjem za zabavo, to področje smo v raziskavi ugotavljali s tem, da smo mlade povprašali, koliko časa v povprečju namenijo branju za zabavo. In tukaj imamo postavke: ne berem za zabavo, berem 30 minut ali manj na dan, več kot 30 minut in manj kot 60 minut na dan, od 1 do 2 uri na dan in pa več kot 2 uri na dan. Zdaj, če pogledamo deleže tistih, ki so na te postavke odgovorili, ki so označili po posameznih postavkah, koliko berejo, vidimo, da je prišlo med leti 2009 in 2018 do povišanja tistih, ki so poročali, da ne berejo za zabavo. In sicer je bil ta odstotek v letu 2009 približno 40%, v 2018 pa 50%, se pravi, za kar 10 odstotnih točk več mladih je poročalo, da ne berejo za zabavo. Znižal se je delež tistih, ki so značilno se je znižal delež tistih, ki so poročali, da berejo 30 minut ali manj na dan. Tako da v bistvu ugotavljamo, da se je ta čas, ki ga mladi namenijo branju za zabavo, med leti 2009 in 2018 žal zmanjšal. V povprečju, če pogledamo še povprečne dosežke na sami lestvici bralne pismenosti, vidimo, da v povprečju so v letu 2009 najvišji dosežek na lestvici dosegali tisti, ki so poročali, da berejo več med 30 minut in 60 minut na dan, v 2018 pa tisti, ki berejo od 1 do 2 uri na dan. Kar je na en način lahko pokazatelj tega, se pravi, bolj redkega poseganja mladih po bralnem gradivu in je tudi lahko pokazatelj nekih slabših bralnih spretnosti. No, potem smo tudi to področje pogledali znotraj izobraževalnih programov in pa razlike med spoloma. Pokazalo se je to, da 15-letniki iz vseh izobraževalnih programov poročajo o relativno nizkem uživanju v branju. V povprečju so o tem največ poročali tisti ponovno iz gimnazijskih programov, najmanj pa dijaki in dijakinje iz programov srednjega poklicnega izobraževanja. Razlike med vsemi programi pa so bile statistično značilne. Če pogledamo še razlike med spoloma znotraj programov, vidimo, da so znotraj vseh izobraževalnih programov dijakinje v povprečju ponovno poročale o večjem uživanju v branju kot dijaki in da so vse navedene razlike znotraj izobraževalnih programov statistično značilne. Se pravi, res lahko govorimo, da te razlike nekako obstajajo v populaciji. Če gremo zdaj na naslednje področje motivacije za branje, se pravi vrsta bralnega gradiva, po katerem mladi posegajo. Tukaj smo ugotavljali, koliko berejo revije, stripe, leposlovje, se pravi romane, pripovedi, zgodbe, knjige, ki niso leposlovje, se pravi informativne, dokumentarne knjige in pa časopise.
Med leti 2009 in 2018 je na tem področju prišlo do relativno velikih sprememb. Kot vidimo, je v letu 2018 22% mladih poročalo, da večkrat na mesec oziroma večkrat na teden berejo revije. V letu 2009 je bil ta odstotek nekje 73%. Značilno se je tudi zmanjšalo branje stripov, knjig, ki niso leposlovje, in pa časopisov. Kar je dobra informacija, je ta, da se je v povprečju nekoliko povečal delež tistih, ki so poročali, da večkrat na mesec oziroma večkrat na teden berejo leposlovje. Se pravi romane, pripovedi in zgodbe, in ti dijaki in dijakinje so v povprečju dosegali tudi najvišje dosežke na lestvici bralne pismenosti. Kot sem že rekla, to je v bistvu na en način spodbuden podatek, zato ker je branje daljših in kompleksnejših besedil v bistvu povezano z boljšo bralno kompetentnostjo. Dober podatek se mi pa zdi tudi zato ker je kljub porastu teh digitalnih informacij ni prišlo do upada v branju daljših leposlovnih besedil. No, in če še podrobneje pogledamo ti dve postavki, se pravi branje leposlovja in pa knjig, ki niso leposlovje, ker se ti dve povezujeta z višjimi bralnimi dosežki. Če pogledamo še tukaj razlike med izobraževalnimi programi in pa po spolu, vidimo, da so 15-letniki v povprečju, če vzamemo vse izobraževalne programe, so poročali o relativno redkem branju leposlovja, kljub vsemu. Mislim, da kot vidite, povprečje recimo v gimnazijskem programu, se pravi, ocenili so to na lestvici od 1 do 5 in v povprečju v gimnaziji recimo so to postavko ocenili za 2,8. Ampak no, še vedno so o branju leposlovja največ poročali dijaki iz gimnazijskih programov, najmanj pa ponovno dijaki iz programov srednjega poklicnega izobraževanja. Ponovno so tudi tukaj razlike med programi značilne. Se pravi, dejansko imamo značilne razlike med programi na teh postavkah. Znotraj vseh programov so ponovno dijakinje poročale o pogostejšem branju leposlovja kot dijaki in tudi razlike med spoloma so se znotraj vseh programov pokazale kot statistično značilne. Pri branju knjig, ki niso leposlovje, če pogledamo tukaj, so mladi iz vseh izobraževalnih programov ponovno poročali o relativno redkem branju knjig, ki niso leposlovje, ponovno največ dijaki in dijakinje iz gimnazijskih programov, najmanj tisti iz srednjega poklicnega izobraževanja. Razlike med programi so sicer tudi tukaj značilne, razen med programom splošne in pa strokovne gimnazije. Tukaj se ni pokazala neka bistvena razlika na tem področju. Kar je zanimivo pri tem, vsaj meni, je to, da znotraj vseh izobraževalnih programov na tem področju so pa bili dijaki tisti, ki so v povprečju poročali o pogostejšem branju knjig, ki niso leposlovje kot dijakinje. In navedene razlike med spoloma sicer so značilne statistično, razen v programu srednjega poklicnega izobraževanja. Se pravi, morda se to bom podrobneje naslovila še v zaključkih, je to področje, kjer se morda da krepiti tudi bralno motivacijo fantov. No, če pogledamo še rezultate iz področja branja na spletu. Tukaj smo preverjali pogostost branja elektronske pošte, klepetanja prek spleta, branja spletnih novic, iskanja spletnih informacij o določenih vsebinah, sodelovanja v skupinskih razpravah ali forumih na spletu in pa iskanje uporabnih informacij na spletu. Pravi, mladi so tukaj ocenili, ali te postavke berejo večkrat na teden in večkrat na dan. Se pravi, tukaj imamo te odstotke. Kot vidimo, se je med leti 2009 in 2018 značilno znižal delež tistih, ki so poročali, da tako pogosto berejo elektronsko pošto, tudi tistih, ki berejo spletne novice
in tistih, ki sodelujejo v skupinskih razpravah ali forumih na spletu. Značilno povišal se je pa v tem obdobju delež tistih dijakov in dijakinj, ki so poročali, da iščejo na spletu informacije o določenih vsebinah in pa da iščejo uporabne informacije na spletu. Tisti, ki so poročali o pogostem iskanju spletnih informacij o določenih vsebinah, so zanimivo v povprečju dosegali tudi najvišje dosežke na lestvici bralne pismenosti. Torej, kar se je tukaj pokazalo in kar se mi zdi zanimivo, je to, da v bistvu tedensko ali dnevno udejstvovanje na spletu v različnih bralnih aktivnostih, se pravi, ne glede na to, kaj berejo na spletu, sovpada z nekimi nadpovprečnimi dosežki na spletu. Jaz sama mislim, da je lahko, pa tudi vam dajem v razmislek, lahko je tudi to informacija o tem, da mladi v bistvu splet vedno bolj uporabljajo kot vir, s pomočjo katerega se učijo, in da je to vedno bolj tudi vir, s pomočjo katerega si na nek način tudi krepijo bralne kompetence. No, in če še podrobneje pogledamo same razlike med izobraževalnimi programi in pa med spoloma na tej postavki iskanje spletnih informacij o določenih vsebinah, vidimo tukaj ne pa to razliko. Se pravi, 15-letniki iz vseh izobraževalnih programov so poročali o relativno pogostem iskanju spletnih informacij. V povprečju sicer so o tem ponovno največ poročali tisti iz gimnazijskih programov, najmanj pa tisti iz srednjega poklicnega izobraževanja. Razlike med programi so se pokazale kot značilne. In kar je ponovno zanimivo, znotraj vseh izobraževalnih programov na tem področju med dijaki in dijakinjami ni značilnih razlik med spoloma v pogostosti iskanja spletnih informacij o določenih vsebinah. Se pravi, ko pridemo do branja na spletu, se te razlike med spoloma ne pokažejo več. No, toliko zdaj o teh nekih notranje motivacijskih dejavnikih branja. Zdaj bi pa se dotaknila še tistih situacijskih vidikov motivacije za branje. To je zaznavanje učitelja in samega pouka slovenskega jezika. Na tem področju bi bolj podrobno pogledali navdušenje profesorja, kot sem na začetku omenila, navdušenje profesorja pri poučevanju slovenščine, njegovo povratno informacijo in pa občutek o tem, koliko čutijo dijaki podporo strani učitelja pri tem pouku. Če najprej pogledamo malo primerjalno z drugimi državami. Naši 15-letniki so v primerjavi z vrstniki iz drugih držav pri svojih profesorjih slovenščine v povprečju zaznali oziroma so poročali o manj navdušenja pri poučevanju. Izmed vseh 55 primerjanih držav, ki smo jih mi vključili v primerjavo, so naši učenci oziroma so učenci svoje učitelje bolj negativno ocenili le še v Luksemburgu, na primer, pa na Nizozemskem, v Latviji, Grčiji, na Japonskem, Poljskem, Slovaškem in Češkem. V ostalih državah so bile ocene bolj pozitivne. To področje smo v raziskavi ugotavljali z temi postavkami. Na primer, jasno mi je bilo, da nas profesorica rada poučuje, profesorjevo navdušenje me je navdihnilo, jasno je bilo, da profesor rad obravnava učno snov in vidi se, da profesor z veseljem poučuje. Zdaj v tej tabeli imamo deleže tistih, ki so odgovorili, da se s to trditvijo strinjajo ali zelo strinjajo. Se pa ta ocena nanaša na zadnji 2 uri slovenščine, to je tudi potrebno povedati. Če primerjamo naše rezultate z povprečjem OECD, vidimo, da je nižji predvsem delež tistih, ki so poročali, da jih je profesorjevo navdušenje navdihnilo. Zdaj, deleži na ostalih postavkah so pa v bistvu približno podobni. Če podrobneje pogledamo razlike med izobraževalnimi programi in pa po spolu na tej postavki, da se vidi, da profesor z veseljem poučuje, vidimo, da so naši 15-letniki iz vseh izobraževalnih programov navdušenje svojih profesorjev pri poučevanju slovenščine ocenili relativno podobno. Najvišje so jih ponovno ocenili dijaki iz gimnazijskih programov, najnižje tisti iz srednjih poklicnih programov.
In kot značilna razlika med programi se je pokazala zgolj razlika med programom srednjega poklicnega izobraževanja in ostalimi programi. Se pravi, rezultati na tem področju znotraj programa srednjega poklicnega izobraževanja značilno odstopajo od rezultatov na ostalih programih, med tistimi drugimi pa ni značilnih razlik. Znotraj vseh programov, razen programa srednjega poklicnega izobraževanja, dijakinje v povprečju poročajo o večjem navdušenju profesorja pri poučevanju slovenščine kot dijaki. Vse razlike med spoloma znotraj programov pa so se pokazale kot značilne, razen v programu splošne gimnazije. Če nadaljujemo s področjem zaznave profesorjeve opore pri pouku slovenščine, pa če pogledamo najprej mednarodno primerjalno, so naši 15-letniki izmed vseh sodelujočih držav primerjanih in tudi če bi vključili vseh tistih 79, najnižje ocenili profesorjevo zaznano oporo pri pouku slovenščine. Kaj je ta opora bila? V raziskavi smo jo ugotavljali s temi postavkami. Profesor se zanima za vsakega dijaka, profesor ponudi dodatno pomoč, kadar jo dijaki potrebujejo, pomaga dijakom pri učenju in razlaga toliko časa, dokler dijaki ne razumejo. Tukaj imamo delež tistih dijakov in dijakinj, ki so odgovorili, da se to zgodi pri večini ur. In če primerjamo naše rezultate s povprečjem OECD, vidimo na primer, da je 23% naših 15-letnikov odgovorilo, da profesor pomaga dijakom pri učenju. 28% samo jih je odgovorilo, da profesor razlaga toliko časa, dokler dijaki ne razumejo. Podoben delež je poročalo o tem, da profesor ponudi dodatno pomoč, kadar jo ti potrebujejo, in približno 31% jih je bilo mnenja, da se profesor zanima za vsakega dijaka oziroma dijakinjo. No, nas je tukaj podrobneje zanimala ta postavka, da se profesor zanima za vsakega dijaka in dijakinjo. In na tem področju, če pogledamo ponovno razlike med izobraževalnimi programi in pa po spolu znotraj programa, vidimo, da so 15-letniki iz vseh izobraževalnih programov profesorjevo oporo pri pouku slovenščine na tej postavki ocenili relativno podobno in nizko, in da v zaznavanju opore profesorja pri tem pouku med dijaki in dijakinjami iz različnih izobraževalnih programov ni statistično značilnih razlik. Se pravi, če smo prej pri sami notranji motivaciji imeli značilne razlike med samimi programi, pa zanimivo na tem področju oziroma pri teh dejavnikih, ki naj bi nekako učinkovali tudi na notranjo motivacijo naših mladih za branje, na tem področju pa nimamo nekih razlik med samimi programi. No, tudi na tem področju, se pravi zaznave profesorjeve dodatne pomoči pri pouku, so znotraj vseh programov dijakinje v povprečju poročale o večji zaznani dodatni pomoči pri pouku slovenščine kot dijaki. In tudi razlike med spoloma znotraj vseh programov so se pokazale kot statistično značilne, razen programa srednjega strokovnega izobraževanja. No, in če pogledamo še profesorjevo povratno informacijo pri pouku slovenščine, tukaj sicer žal nimam grafa, ki bi omogočal mednarodno primerjavo, ker ta lestvica ni bila vključena v izračun mednarodno primerljivega indeksa, ampak če pogledamo same deleže pa postavke, se pravi, tole povratno informacijo smo ugotavljali s temi 3 postavkami. Profesor me obvešča o mojih prednostih pri tem predmetu, mi pove, na katerih področjih se še lahko izboljšam in mi pove, kako lahko izboljšam svoj uspeh. Zdaj tukaj v tej tabeli imamo navedene deleže tistih, ki so odgovorili, da se to pri pouku slovenščine ne zgodi nikoli ali skoraj nikoli. In tako je približno 50% naših 15-letnikov poročalo, da se pri pouku slovenščine ne dogaja to, oziroma ne zgodi ali pa skoraj nikoli ne zgodi, da bi jih profesor obvestil o njihovih prednostih pri predmetu. 32% jih je poročalo o tem, da se ne dogaja,
da bi jim profesor povedal, na katerih področjih se lahko izboljšajo, in pa približno 30% jih je bilo mnenja, da jim profesorica ne pove, kako lahko izboljšajo svoj uspeh. Se pravim, tukaj nimam grafa, ki bi omogočal pač to neposredno primerjavo, ampak če smo tako v splošnem primerjali naše odgovore z odgovori v drugih državah, so naši dijaki in dijakinje v povprečju ponovno zaznavali najmanj povratne informacije o svojem napredku pri pouku materinščine v primerjavi z vsemi ostalimi vključenimi državami. In sicer mislim, da je bila vrednost indeksa za Slovenijo -0,41. Ampak se pravim, tukaj so določene posebnosti pri interpretaciji tega indeksa, pa nisem vključevala te širše primerjave. No, če podrobneje pogledamo rezultate na tej postavki, profesorica mi pove, na katerih področjih se lahko izboljšam. In če pogledamo razlike med samimi izobraževalnimi programi in pa po spolu znotraj programa, vidimo, da naši 15-letniki iz vseh izobraževalnih programov so profesorjevo povratno informacijo pri pouku slovenščine na tej postavki ocenili ponovno relativno podobno in nizko. Kot značilna se je pokazala razlika zgolj med programom srednjega poklicnega izobraževanja in pa ostalimi izobraževalnimi programi. In pa v slednjem, se pravi v programu srednjega poklicnega izobraževanja, zanimivo, dijaki poročajo o največ povratne informacije pri pouku slovenščine, torej več kot tisti iz programov splošne gimnazije, strokovne in pa programa srednjega strokovnega izobraževanja. In znotraj vseh izobraževalnih programov so v povprečju več povratne informacije pri pouku slovenščine zaznavale dijakinje. Razlika med spoloma znotraj izobraževalnih programov pa se je pokazala kot statistično značilna v vseh programih, razen programa srednjega poklicnega izobraževanja, tam pa ni bilo značilnih razlik med spoloma. Toliko o samih podatkih. Zdaj, če res samo na kratko skušam zaokrožiti in povzeti, kaj nam ti podatki v bistvu kažejo. Torej, kot prvo, v Sloveniji naši 15-letniki dosegajo na eni strani nadpovprečne dosežke na preizkusu iz bralne pismenosti, hkrati pa poročajo o podpovprečni motivaciji za branje. Med državami, članicami OECD, tudi beležimo največje razlike med spoloma pri bralnih dosežkih, in sicer v prid dekletom. In podobna razlika med spoloma se kaže tudi v različnih vidikih motivacije za branje. Torej, vseh teh, ki smo jih navedli, so v večini primerov, kar v bistvu pa na nek način sovpada tudi z dosežki, dekleta poročajo torej o večji motivaciji za branje in posledično o večjih povprečnih dosežkih na preizkusu iz bralne pismenosti. Beležimo tudi značilne razlike v različnih vidikih motivacije med samimi izobraževalnimi programi v Sloveniji, kjer so za branje najbolj motivirani dijaki iz gimnazijskih programov, najmanj pa dijaki in dijakinje iz programov srednjega poklicnega izobraževanja. Na področju razlik med leti 2009 in pa 2018 ugotavljamo upad v času, ki ga mladi namenijo branju za zabavo, upad v uživanju branja, predvsem teh rezultatov sicer nisem podrobneje pokazala, ampak predvsem je bil nižji delež deklet, ki so poročala o tem, da uživajo v branju v letu 2018 v primerjavi z letom 2009. Beležimo tudi upad v branju revij, časopisov, stripov in pa knjig, ki niso leposlovje. K sreči beležimo tudi manjšo porast v branju samega leposlovja in pa porast v iskanju informacij na spletu. Ponovno, kar sem že omenila, tukaj je zanimivo to, da v bistvu tedensko ali pa dnevno udejstvovanje v različnih aktivnostih bralnih na spletu, razen v bistvu sodelovanja v skupinskih razpravah in pa v forumih, je ne glede na vrsto aktivnosti, se pravi, ne glede na to, kaj mladi berejo na spletu, sovpada z nadpovprečnimi bralnimi dosežki. Na področju zaznavanja učitelja slovenski 15-letniki iz vseh izobraževalnih programov, se pravi, tukaj ni nekih razlik,
poročajo o nizkem zaznavanju učiteljevega navdušenja pri poučevanju slovenščine, o relativno nizki profesorjevi opori in dodatni pomoči pri pouku slovenščine in pa relativno redki povratni informaciji pri tem pouku. In še enkrat, se pravi, tukaj na tem področju nimamo nekih značilnih razlik med samimi izobraževalnimi programi. Torej, če nekako zaključim na področju branja, se pravi, prvo moramo se tukaj zavedati, da gre tukaj za ocene naših 15-letnikov. To niso zdaj podatki, na katerih bi lahko, da bi lahko zdaj izključno na teh podatkih delali kakšne pretirane zaključke. Jaz pravim, da je vedno treba pogledati neko širšo sliko, ampak je pa neka informacija o tem, kje imamo morda tista šibka področja in kje bi bilo treba bolj podrobno pogledati, kaj se v resnici dogaja. Ampak v splošnem mislim, da nekako podatki kažejo, da na področju branja po 10 letih pri nas še vedno ostaja izziv, kako pri mladih krepiti samo zanimanje za branje. Poleg tega se mi zdi še vedno izziv, kako spodbujati ta socialni kontekst branja v mladostniškem obdobju, ker ta socialni kontekst pri mladih je kar podoben, se pravi spodbujati te razprave o prebranem pri pouku slovenščine, pa vrstniško delo v skupini, pa izražanje mnenja o prebranem in podobno. In kot se kaže, je kot pomembno sredstvo za krepitev bralne motivacije in pa spodbujanje pogostosti branja so kakovostna spletna učna gradiva. Za učence in pa dijake, se pravi elektronski interaktivni učbeniki, izobraževalna spletišča, interaktivna učna okolja. Očitno to, zdaj glede tudi na to situacijo, ki jo imamo, vedno bolj bo to postalo neko okolje, kjer bodo mladi brali, kjer bodo krepili svoje bralne spretnosti in verjetno je treba tudi to okolje izkoristiti za to, da se poveča, da se na nek kakovosten način poveča branje oziroma motivacija za branje pri mladih. Torej, pri tem pa je seveda pomembno, da ta spletna učna gradiva s pomočjo nekih kognitivnih in pa metakognitivnih učnih opor napotujejo učence in pa dijake na ustrezno razumevanje prebranega, ugotavljanje bistvenega, refleksijo o naučenem, da omogočajo neposredne povratne informacije o ravni znanja in podobno. Se pravi, te vsebine bi res morale biti zastavljene premišljeno in pa kompleksno in pa kakovostno. Po drugi strani se mi zdi, je pomembno tudi spodbujanje in pa usposabljanje samih učiteljev za kakovostno uporabo in pripravo teh spletnih učnih vsebin in pa ne nazadnje, kar velikokrat tudi izpostavijo knjižničarji pa učitelji, ko imamo delavnice, tudi sami izpostavljajo krepitev zavedanja samih učiteljev o pomembnosti prvič njihove lastne motivacije za branje in da v bistvu to, kolikor so oni sami zavzeti in pa motivirani za branje, je zelo pomemben dejavnik pri krepitvi bralne motivacije učencev. Torej, poleg vsega že navedenega se mi zdi pomembno ustvarjati neka okolja in spodbujati tudi učitelje na področju podajanja kakovostne povratne informacije, organizacije nekega aktivnega pouka, vrstniškega branja in pa spodbujanja mladih pri branju. Takrat po letu 2009, ko smo na področju bralne pismenosti v raziskavi PISA zaznali precejšen padec na področju povprečnih bralnih dosežkov, smo organizirali po Sloveniji različne te regijske posvete, kar je vsaj meni bila izredno dragocena informacija o tem, kaj se dogaja na samem terenu. In učitelji so tudi velikokrat sami poročali o tem, da jim primanjkuje nekih teh specifičnih znanj, kako v bistvu spodbujati samo motivacijo za branje. Tudi kako krepiti same bralne strategije pri mladih, da bodo res znali tudi sami na nek kakovosten način prebirati besedila in sami usmerjati svoje učenje tudi na tem področju.